Teče mravlja, teče življenje, teče čas. Od rojstva do smrti. Teče druga mravlja, teče drugo življenje, teče isti čas. Od rojstva do smrti. Teče naslednja mravlja, teče naslednje življenje, teče isti čas. Od rojstva do smrti. Sanjam tvojo sestrico, kako te boža v mojem naročju. Sanjam vaju sredi polja, v lakastih čeveljčkih. Dvigniti glas, nestrpno prekinjati, ognjevito zagovarjati, ponavljati, ne poslušati in potem rdeti in se sramovati, osamljeno obsedeti. Ni bilo treba. In vendar sem. In vendar, spoštovane in spoštovani, tudi letos praznujemo kulturni praznik. Čeprav kultura v zadnjem letu ni imela toliko priložnosti, da se nas dotakne z odra, smo prepoznali številne njene odtenke, ki lahko živijo in navdušujejo tudi v teh časih. Trebanjska območna izpostava Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti s tukajšnjimi kulturniki nadaljuje tradicijo prireditve Prijatelji, ki februarja tradicionalno njemu v spomin kroži med 4 občinami Temeniške in Mirenske doline. Letos jo gosti Šentrupert. V vaše domove pa jo prinašamo s pomočjo sodobne tehnologije, ki v zadnjem letu kroji naš vsakdan. V imenu vseh 4 županov nas bo pozdravil Andrej Martin Kostelec. Spoštovani ljubitelji kulture. V prazniku kulture so zajete vse oblike kulturnega delovanja. V Sloveniji imamo veliko izjemnih ustvarjalcev na različnih kulturnih področjih. Kulturniki so v preteklosti povzdignili slovenski narod, ohranili slovenski jezik in oblikovali slovensko identiteto. Pomemben del kulture je tudi kulturna dediščina. V Šentrupertu smo najbolj ponosni na župnijsko cerkev svetega Ruperta, na muzej na prostem dežela Kozolcev, imamo pa še veliko drugih kulturnih spomenikov, ki jih želimo ohraniti za prihodne rodove. Eden od njih je Barvova gračina tukaj na Veseli gori, ki jo bomo prenovili za izvajanje kulturnih in drugih družbenih dejavnosti. Bogata kulturna dediščina nas navdušuje tudi v sosednjih občinah. Vsem gledalcem čestitam ob prazniku kulture, vsem ustvarjalcem pa se zahvaljujem za vložen trud v kulturne prireditve, da nam z njimi polepšate življenje. Ob praznikih in koncih tedna pijemo osvežilne pijače iz rdečih pločevink. Takrat mami napihne velik rdeč balon. Ne zdrži dolgo. Poči. Mami ni srečna. Tudi vesela ne. Slišim prepir in se grem skrit pod odejo. Naslednji dan se s sestrico skrijeva v travo in oddajava glasne glasove in se smejeva odmevom. Sosedovi imajo vse strehe rdeče barve.
Mami in ati jih bosta porušila in ženska bo odšla, da bomo uživali samo mi in tisti strici in tete, ki pridejo in kadijo travo. Uživam, ko jih gledam, kako se smešno zvijajo in govorijo nerazumljivo, da se zabavam ob ugibanju, kaj naj bi to pomenilo. Potem vžgemo naš traktor, ki je rdeče barve in nima nobene številke. Brez skrbi podiramo prometne znake in stebričke prižganega električnega pastirja. Kako so smešni ljudje, ki lovijo živali in jih zganjajo z vročično vnemo, da bi šle spet za ogrado, rdeči so v obraz in roke. Tako se trudimo že 3 leta in se imamo dobro. Kosimo in žagamo, ni se nam treba ozirati na kvadrate rumene barve, ki jih hodi gledat policistka, potrobimo ji, ko odhaja, in se veselimo ponovnega srečanja. Ujeti misli v prave besede je posebno mojstrstvo, s katerim navdušujejo izbranci. Pripovedujejo zgodbe življenja, sanjave ideje, utrinke vsakdana in pustijo vtis. Kristina Gregorčič z nami deli odlomke iz literarnega zbornika Besede povezujejo 2018-2020, ki je izšel decembra lani. In prav iz knjige, zadnje mesece morda še toliko bolj, črpamo navdih, znanje, motivacijo. Pustimo, da nas odpelje v neke druge kraje, čase med neznane ljudi. Literatura je, kot glasba, gledališče, likovna umetnost, hrana za našo dušo. Redko za razum, a tudi tega moramo negovati. O znanosti in kulturi razmišlja letošnja slavnostna govornica, ki je rodnemu Šentrupertu namenila izjemno knjigo Narobe prav, doktorica Vera Smole. Spoštovane rojakinje, spoštovani rojaki iz Mirjanske in Temeniške doline. Posebej pozdravljene vse ljubitelice in ljubitelji kulture, ki bomo danes pridali še znanost. Na dan, ko Slovenci praznujemo kulturni praznik, je prav, da se spomnimo, kje smo se, poleg v družinah seveda, najprej začeli srečevati s kulturo in umetnostjo, jo spoznavati, ozaveščati, oblikovati odnos do domačega izročila in umetniških stvaritev, se sami preizkušati v tem in onem. Da, to je bilo in je izobraževanje, od vrtca do vseh stopenj in vrst šol do samoizobraževanja. Kako smo jo usvajali? S poslušanjem, učenjem, branjem, poustvarjanjem, skratka, znanjem. Kultura in znanje, ki lahko preraste v znanost, hodita z roko v roki. Že da dobro razumemo, kaj sama beseda kultura pomeni, potrebujemo znanost, in sicer jezikoslovno. Slovar slovenskega knjižnega jezika natančno razčleni sedanje pomene besede, ki jih lahko strnemo v definicijo, da je kultura skupek dosežkov in vrednot človeške družbe kot rezultata človekovega umetniškega delovanja in ustvarjanja. Kar malo pa nas začudi, ko se v etimološkem slovarju poučimo o izvoru in prvotnem pomenu te besede. V našem jeziku ni stara, saj smo jo šele v 19. stoletju prevzeli iz latinske kulture, ki je takrat pomenila enako kot vzgoja, izobraževanje, čaščenje, spoštovanje. Njen prvotni pomen v latinščini pa je bil obdelovanje, poljedelstvo. Lahko bi rekli, da se je pomen besede razvijal skupaj s človeštvom. Začel se je z zadovoljevanjem osnovnih telesnih potreb, z delom in nadaljeval z zadovoljevanjem potreb njegovega duhovnega bistva z umetniškim ustvarjanjem. Tega pa je mnogo vrst in različnih vrednosti. In tako pridemo do znanosti. Znanost je v slovarju opredeljena kot celota dejavnosti, ki si s svojimi metodami in pristopi prizadeva nekaj ovrednotiti, čim bolj nepristransko in neodvisno od zunanjih pritiskov, med drugim tudi kulturno-umetniške stvaritve. Sama beseda nam je bližja, saj je domača, slovenska, že praslovanska. Izpeljana iz glagola znati, ki od samega začetka
pomeni znati vedeti. Znanost je torej razumska. Potrebujemo jo tudi zato, da doma in v svetu pokažemo vrednost in pomen stvaritev vseh naših umetnikov in jih primerjamo s tujimi. Za njihovo potrditev, za potrditev naše identitete. Prav tako, kot se to veliko glasneje dogaja v mnogo bolj priljubljenem športu. Da je znanost nujno potrebna, se več ali manj strinjamo vsi. Pomaga k zadovoljevanju materialnih in razumskih potreb, pomaga k vsestranskemu razvoju in napredku. Zakaj pa potrebujemo potem kulturo? Jo potrebujemo vsi? Verjetno, a ne v enaki meri. Kot je beseda sčasoma spreminjala pomen, tudi človeštvo kot celota le počasi prihaja do višje zavesti, v kateri je potrebno ohraniti tudi srce in dušo, jo zadovoljevati z njima primernimi umetniškimi doživetji, ki bodo namesto sovraštva zbujali ljubezen in dobroto, da se začne uresničevati davna pesnikova želja. Da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan, da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak. Najprešernovi verzi iz naše himne ne ostanejo mrtev državni simbol, ampak jih končno začnimo živeti. Želim vam veliko raznovrstne kulture, ki naj vam krepi zdravje in lajša nenavadne razmere. Da dokaj dni naj živi vsak, kar nas dobrih je ljudi. S projektom Fotografski laboratorij trebanjska izpostava Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti razvija fotografske dejavnosti v tem okolju. Uvodni spletni tečaj fotografiranja za Alenko Stražišar-Lamovšek je nadgradil fotografski natečaj na enem od družbenih omrežij z naslovom Lepote vsakdana. Lani se je marsikaj preselilo na splet. Toda si to želimo tudi za kulturo? Ali morda vseeno hrepenimo po sedežih v dvorani? Epidemija je tudi v trebanjski občini kulturo začasno pregnala iz njenih hramov. Prav zato si domači kulturniki prizadevamo, da jo ohranimo pri življenju, predvsem zdaj prek spleta,
kjer ugotavljamo, da si posnetke naših minulih dogodkov z veseljem ogledujejo tudi tisti, ki jih ni bilo ravno pogosto v dvorane. Za zdaj velja, da skupaj držimo nadaljavo in upamo, da si tudi vi, tako kot mi, v času epidemije, ko je vidno, da kultura ni osnovno živilo, ampak vseeno nekaj, kar nujno potrebujemo, skratka, da si tudi vi želite, da se kmalu znova vidimo iz oči v oči in skupaj doživimo kulturni utrip naših krajev. Do takrat iščemo najboljše ideje, pišemo najboljše scenarije, da vas znova privabimo. Razmišljamo tudi o tem, kako bomo lahko čim prej oziroma v pravem času zbrali na kupu glasbenike in pevce, da bomo ujeli pravi kulturni ritem. In ko vas bomo enkrat, spoštovani, lahko znova privabili v naše dvorane oziroma druge prostore, kjer se odvija kultura, takrat je na vas, da nas podprete. Torej, da obiščete kakšnega od koncertov, da se udeležite kakšne predstave ali kakšne druge kulturne prireditve. Ob letošnjem kulturnem prazniku tako velja poziv nazaj k kulturi in naj odmeva. Do takrat, ko se znova vidimo iz oči v oči, pa naj velja, da ostanete zdravi, da poskrbite za to in tudi za zdravje vaših najbližjih. Na zdravje in na kulturo. Vse povsod okrog nas so drobci kulture. Tudi v teh zastrašujočih časih, ki pa jim ne smemo dovoliti, da bi nas zapeljali v obup. Ljubezen do lepega je poniknila v praznoto, kamor so pobegnile plemenite besede, vesele pesmi, bogastvo medčloveških odnosov. Šele zdaj vemo, da smo premalo cenili vse tiste, ki so svoj čas posvetili kulturnim dogodkom, kamor, roko na srce, nismo dovolj pogosto zahajali. Tudi kultura prinaša v naša srca upanje v življenje. Zato si 8. februarja v spomin na velikega Prešerna in vse, ki so v nas prebujali plemenita čustva, iskreno zaželimo, da se kmalu vrne med nas spoštovanje do vsega lepega in dobrega, do sočloveka. Kultura je skozi stoletja kazala različne obraze. V ekstremnih razmerah se nam odkriva povsem na novo. Prek spleta je dobesedno na dosegu roke, prihaja v naše domove. Kaj pa stik v živo? Praznik kulture in njenih razsežnosti. Kultura je dobrina, ki je lahko vsem v lasti, če si jo le želimo. Kultura ima 1000 obrazov. Brez nje bi bilo naše življenje osiromašeno. Temeljna vrednota je materinščina, darilo naših prednikov. Se zavedamo te vrednote? Knjiga, književnost, Trubarjeva Dota. Prešernova pesem nas je uvrstila na zemljevid Evrope, Cankar nas je okoval v stvarnost, Rastoča knjiga je več kot knjiga. Glasba, prvinska vrednota, ki nas spremlja od rojstva do smrti. Likovna umetnost, slikarstvo, kiparstvo, ilustracija, lepote ni nikdar preveč. Dela naših umetnikov sodijo v evropsko zakladnico kulture. Gledališče, opera, balet, film, lutke, plesna umetnost, RTV, ljubiteljska dejavnost, vsi drugi odtenki umetnosti naredijo človeka vredno življenje. Kultura bivanja in sožitje z naravo
pa nam ob vsem bogastvu umetnosti dajeta smisel življenja. Kulturni praznik pa naj bo tudi naš ponos, saj je to naša posebnost in enkratnost. Pa tudi drobne biseri, kot so prosim, hvala, oprosti, pozdrav, prijatelj. Meni se zdi, da kultura na noben način v nobenem trenutku ne more povsem obstati. Ker kultura ni nekaj, kar bi pripadalo samo kulturnikom, ampak pripada vsem ljudem. Kulturo izražamo v svojem vsakdanu, izražamo jo skozi način oblačenja, prehranjevanja, bivanja v medosebnih odnosih. Je pa res, da v teh čudnih časih stojijo oziroma so obstale kulturne inštitucije, obstal je denar za kulturnike in kar je še huje, da se nekatere kulturne prakse celo ukinjajo, čemur smo priča v zadnjem času. To se mi zdi zelo alarmantno in vredno odziva, ker se mi zdi, da se razvitost nekega naroda kaže predvsem v tem, kako poskrbi za svoje šibke, pa čeprav gre za kulturno področje. Na koncu bi rada z vami delila samo še izkušnjo iz teh čudnih časov v zvezi z gledališčem oziroma lutkovnim gledališčem, s katerim se ukvarjam. Stati na odru in igrati pred publiko je nekaj povsem drugega, kot snemati predstavo in gledati posnetek. Zakaj? Ker je gledališče ritual, ki ga soustvarjajo tako igralci kot gledalci v danem trenutku. In kot igralec neposredno doživljaš na primer vzdih, krohot, jok in tako naprej, kar sigurno vpliva na tvojo igro, tvoja igra pa potem seveda na doživljanje igralca. Tako da majhni ekrani, ti kvadratki, v katere bulimo zdaj, nam sicer lahko nudijo neko informacijo, nam obudijo nek spomin, lahko nas celo razveselijo in obogatijo, nikakor pa nam ne morejo nuditi oziroma zagotoviti izkušnje, tiste celostne oziroma realne izkušnje gledališča. Na koncu naj rečem samo še to, naj živi kultura. Z besedo sočloveku prenesemo svoje misli, s pomočjo umetnosti pa drug drugemu predajamo čustva. A človek mora biti najprej človek. Stari mežnar Anzelc je vsako soboto ob 4 popoldne odklepal težka vrata v zakristijo. To je delal kot v kakšnem upočasnjenem filmu. Najprej se je prepričal, ali so vrata res zaklenjena, nato je enoročaj trebušastega cekarja, spletenega iz koruznega ličja, nataknil na umetniško skovano kljuko, drugega obdržal v levici, desno roko pa previdno, kot bi segal v gobec nilskega konja, potopil do dna trebuha. Potem je brskal in brskal. Ko je končno našel ključ in ga v 5. poizkusu vtaknil v ključavnico, je spet neskončno dolgo tuhtal, kot da bi pozabil, ali prihaja ali odhaja. Stric Anzelc, je ob njegovem boku kot kakšen travniški kukmak zrasel Ivč. Toda stric Anzelc je imel tako zelo naveličana ušesa, da še tistega ni slišal, kar bi rad. Zato je Ivč v drugo pognal med glasilki več sape. Saj bi ga lahko pocukal za rokav, pa ni upal. Še pogledati ne, kajti Anzelčeva glava je bila kdove pred koliko stoletji odlomljena v kdove katerem kamnolomu in posajena naravnost na njegova ramena. Vratu sploh ni bilo in skala se je obračala skupaj s telesom. Med vaškimi burkeži je krožilo, da je študiral za duhovnika, pa samo zato ni bil posvečen, ker ni imel kam nadeti kolarja. Na ta račun so klepali celo rime. Če imaš prekratek vrat, pač ne moreš maševat, saj ga ni na svetu farja, ki ne nosi v bikolarja. Tej gostilniški neokusnosti so se ljudje smejali bolj tako, na splošno, zaradi rime, in niso mislili prav na Anzelca, vsaj tisti ne, ki so ga kdaj od blizu srečali.
Če je bilo zadnje leto malce bolj naklonjeno literaturi in deloma tudi gledališču, so najkrajšo potegnili pevci in pevke. Nekateri so svoje srečanja preselili na splet. Tudi mešani pevski zbor Leofort iz Trebnje, ki upa, da bo prej ali slej načrtovana pevska pot presegla omejitve Zoom druženj. Do takrat pa nam pošiljajo sonce v duši. Da bi z glasbo segli do src ljudi, z njo zaznamovali najpomembnejše, posebne, slovesne trenutke ali pa zgolj zabavali, si prizadeva tudi skupina 9 pevk vokalne skupine Lilit s kitaristoma Miho in Gašperjem. Vem, da oči vidijo do tvojega srca. Zaupam ti, ko praviš, da sem tvoja Mavrica. Vsakič, ko najdem se v objemu tvojem, ti me dvigneš stal, še pesnik nima teh besed za naju. Rabim tvoj objem, pozornost, da ljubezen prepoznam. Mi vse denar, midva so super par. Ja uzmem frulu i sviram, da svojo drago dozivam. Ja uzmem frulu i sviram, da svojo drago dozivam. Ja uzmem frulu i
Epidemija COVID-19 je nepredstavljivo zarezala v kulturni sektor. A prijatelji danes vseeno praznujemo, ker živimo na prečudovitem koščku zelene dežele, kjer so doma ljudje, ki cenijo dosežke kulture in občudujejo lepoto narave, ki si še drznejo pogledati v oči in se še znajo smejati. Hvala, ker ste se virtualno družili z nami, do novih nasmehov v živo pa bodite lepo. Snemaj, prosim. Povem. Čakaj. Kamera. Ja. A je lahko? Kam grem? Bi lahko bila starka previdnost, ki nas včasih Zdaj bo pa še tam nadal prišel. Ja, sej. Ki včasih pade, a z njim vedno zakrivamo svoje napake, korake. Pravo merico vsega vam želimo v novem letu. Srečno! bi lahko bila starka previdnost, ki nas nekaj. Korak bliže kameri, prosim. Ne, da je bil vikend. Bi lahko bila starka previdnost, ki nas včasih preseneti. Bi lahko bila ženska v bleščeči obleki naš ponos, ki včasih pade, a z njim vedno zakrivamo svoje In... Sorry, Ben. Ok, je v redu? Čakaj. Dobro, da imamo nov studio, da lahko predlagajam. Bi lahko bila ženska v bleščeči obleki naš ponos, ki Dejva. Bi lahko bila ženska v bleščeči obleki naš ponos. Dej, pol bo baterija zmanjkala. Koliko je ura? To bo še en cajt.